Čakaj še malo. Dobro jutro vsem skupaj. Midva se danes spet javljava nazaj z najnimi ponedeljkovimi live. Danes smo malo bolj zgodne. Moje ime je Alja Podgornik, sem študentka in doktoriram trenutno iz nevroznanosti, sem tudi učiteljica in učenka naravnega zdravljenja. Z mano pa je kot ponavadi doktorica Neja Zupan, ki je strokovnjakinja na področju naravnega zdravljenja. Tako da živijo, Neja, lepo te imeti nazaj še en ponedeljek. Živijo, Alja, živijo vsem, ki ste danes z nami. To ni tako pomembno, kdaj nas poslušate, samo da vas zanimajo teme. Tako. Okej, najina današnja tema je precej aktualna in sicer se dotika surove prehrane. V zadnjih letih, mogoče kakšnemu desetletju, je ratalo zelo popularno, da se promovira surov način prehranjevanja. In sicer en glavnih razlogov za to je po razmišljanju teh ljudi, ki to promovirajo, da surova hrana vsebuje večjo količino hranil, ker mi s kuhanjem in segrevanjem hranila uničujemo. Tako da ne, jaz bi pa rada zdajle govorila o tem, a je to res, kakšen je tvoj pogled na to, kaj v bistvu je glede surove prehrane, je to res optimalen način prehrane za človeka? Ja, v moji ordinaciji sem jaz ugotovila, seveda, da pa s študijem ajurvede, zelo veliko sem se pogovarjala s mojim učiteljem, dr. Ranko Marjam, v zvezi prav s to surovo hrano in sem dejansko prišla do ugotovitve, glejte, mi imamo tako oslabljen prebavni sistem, da največkrat naša telesa niso sposobna pojesti surove hrane, ker surovo hrano mora naše telo še skuhati. In večini ljudi, kar jaz ugotavljam v moji ordinaciji, večina ljudi pa nima dovolj prebavnega ognja, zelo veliko ima premalo kisline, recimo velikokrat pridejo k meni, da jemljejo Ruporut, da imajo zgago, se pravi, to se dvigne želodčna kislina, ampak zakaj se dviguje? Pri večini zakaj se dviguje želodčna kislina? Zato, ker je v želodcu toliko premalo želodčne kisline in hrana ostane v želodcu, se ne more prebaviti in se začne vretje in seveda, ko se začne vretje, to špricne gor, ampak iz želodca, vsebina iz želodca je še vedno bolj kisla, kot je kislo kot bi moglo biti kislo, oziroma je bolj kislo, kot je kislo v požiralniku, in to seveda požge lahko naš požiralnik, ampak mi moramo najprej začeti skrbeti za to, da imamo v želodcu dovolj kisline, da bo to močno prebavil, da gre ta vsebina naprej. In zdaj, če mi dajemo na to oslabljen želodec, to je tako, kot če bi dali na en tletje, recimo, da tli ogenj, bi dali mi kuhati juho. Ja, ta juha bo bolj slabo skuhana. Tako da mi moramo poskrbeti, da prvič, da je naš želodec dobro deluje, da v njem po kitajski tradicionalni medicini v želodcu dozorevajo stvari in ko dozori, da mi zagotovimo okolje, kjer bo to dozorelo in da bomo potem naprej prebavili. Zdaj pa, seveda, so pa momenti, ko jaz tudi v moji ordinaciji predpišem surovo hrano. Kdaj predpišem surovo hrano? Predvsem takrat, ko so vnetja, ampak to samo za kratek čas, da se majčkeno vnetja umirijo. Potem je pa treba začeti dajati telesu lahko prebavljivo hrano. In kaj je lahko prebavljiva hrana? Lahko prebavljiva hrana je tista, ki je že predpripravljena, se pravi, smo jo mi že skuhali, delno skuhali, na primer riž ali pa tako prekuhan riž ali pa prekuhana kaša. Recimo, jaz se še spomnim, ko sem bila jaz še otrok, kadarkoli sem imela kakšno drisko, je mama meni zmeraj naredila zaslozen riž.
In to je to, se pravi, tok mora biti prekuhan, da že da sluz od sebe. In to pomeni, da naše telo samo še posrka snovi. Zdaj pa, kaj je pa doktor Ram Kumar rekel? To je zelo zanimiva njegova teza, iz Ayurvede to izhaja. Se pa nanaša na to, kar si ti rekla, Alja, da res je, v surovi hrani je veliko hranilnih snovi. V kuhani hrani se te hranilne snovi zmanjšajo, zato ker se s kuhanjem, s termično obdelavo se malo uničijo. Ampak potem je pa on rekel, se pravi, imamo dve stvari na razpolago. Ena je surova, ena je kuhana hrana. Naše prebavila večine ljudi niso sposobna predelati te nekuhane, se pravi surove hrane. In če jim daš noter surovo hrano, iz tistega ven ne bo nič, telo ne bo nič posrkal, zato ker enostavno ne zmore. Če pa mu date kuhano hrano, pa seveda je manj hranilnih snovi, ampak bo tiste vse posrkal in bo dobil veliko več. Tako da je to logiko potreben osvojiti. Tudi recimo, ko delajo razne detokse, to je zelo popularen z zelenimi sokovi. Ja, okej, z zelenimi sokovi se limfa bolj čisti, ampak vi jetra z zelenim sokom ne boste očistili. Zakaj ne? A ste že kdaj probali, recimo se vam polije olje, pa ste ga s hladno vodo hoteli odstraniti? A ga lahko odstranite? Ja, ne morete ga odstraniti. Se pravi, jetra se z zelenimi hladnimi sokovi ne bodo očistila. Zdaj pa, zakaj pride do tega, da telo ne more prebaviti hrane? Glejte, je pa energijski del, čustveni del in mentalni del. Zdaj je ogromno stresa, vse je skrčen noter in naše prebavila sploh ne delajo. Zato jaz zelo velikokrat pri takih primerih svetujem Ivitalis vaje za želodec, Ivitalis vaje za črevo, Ivitalis vaje za jetra. Tako da to je pa tudi še ena tema, mogoče se jo bova danes še kaj dotaknile, mogoče pa kdaj drugič. Tako da, Alja, še tebi dajem besedo, kaj je tisto, kar ti zaznavaš oziroma iz tvojega znanja, iz tvojega bogatega, širokega nabora znanj. Jaz mislim, da si tukaj ti, kar se tiče fizičnega nivoja glavnina, res že povedala, zato ker res je, ni na pravilen način za razmišljati to, da samo zato, ker imamo na začetku več hranilih, lahko tudi mi ven v bistvu potegnemo, ker to ni res. Tudi treba je razmišljati to, da ljudje že zelo dolgo hrano kuhamo, naš sistem se je temu prilagodil, da preprosto se je skrčil, in to se tiče in surove hrane, in če se govori o neki veganski prehrani, mi nismo tudi sposobni predelati surove hrane z ogromno količino vlaknin, ker nimamo dejansko želodčnih prostorov za fermentacijo, ki jo imajo recimo, če pogledate vi gorilo, lahko vidite, da te živali imajo zelo velike trebuhe. Pa to ni zato, ker bili stalno napihnjeni, to je zato, ker imajo oni v bistvu ogromen del črevesja namenjen temu, da imajo ogromno celo v bistvu prostore noter, kjer se dogaja te fermentacije teh surovih vlaknin, sploh kar se tiče nekih listnatih variant. Če pogledate kravo ali pa kozo, imajo itak več želodcev, tako da to je pa čist druga zadeva. Tako da ljudje smo se razvili s tem, da smo se naučili uporabljati ogenj, da smo se naučili uporabljati, da smo se naučili kuhati našo prehrano in se nam je naš prebavni sistem v skladu s tem tudi razvil. In zdaj, če gremo mi v bistvu nazaj nekako evolucijsko in probamo jesti zelo veliko nekih surovih listov, surove prehrane na tak način, preprosto mi nismo več narejeni, da bi to v redu prebavljali. Tako da precej teh starih ved, znamo, da je Ayurveda, pa tudi če se recimo gleda te, ki izhajajo iz evropskega prostora po sveti Hildegardi, odsvetujejo surovo prehrano. In to je treba razmisliti, da to so jo odsvetovali že takrat, ker je bilo veliko manj vplivov stresa, kakor jih poznamo danes, tega res kroničnega, da so ljudje živeli še veliko bolj v stiku z naravo. Pa že takrat se je vedelo, da v bistvu to človeku škoduje. Danes pa, kakor je Neja rekla, so stvari veliko boljše oslabljene.
veliko bolj se matramo z stvarmi od alergij in prehranskih različnih občutljivosti do vsega in svašta že v mladih ljudeh. Tako da je treba res razmisliti, kako lahko naredimo naše okolje in našo prehrano tako, da bo naše telo na čim bolj enostaven način sprocesirano, ekstrahiralo potrebna hranila in tako našim tkivom in našemu telesu v bistvu dalo to, kar mi potrebujemo. Tako da iz moje strani je to v bistvu glavnina tega fizičnega nivoja, tako kot je že Neja povedala. Sem mogla vmes še skočiti, sem se spomnila, da imam nekaj v pečici, ki pripravljam malo vzimance, da se mi to ne bi zažgal. Ja, tako kot je rekla Alja, ne, glejte, pa ajurveda, pa tradicionalna kitajska medicina, pa po Hildegard, glejte, to so vse ene stare vede in če pred 500 letom, 1000 letom, ajurveda je že 6000 let nazaj in so svetovali kuhano hrano. Tako da, surova hrana po pameti. Jaz sem imela, zdaj je to dobrih 25, skoraj 30 let, no, ne 25, 30 let, ja. Nazaj sem imela sodelavca, ki je bil samo na surovi hrani. On je bil čist bled, posušen, brez življenjske energije, brez leska v očeh. In ko sem jaz to gledala, ko on me je skozi naštimal za to surovo prehranjevanje, sem rekla, ne, hvala. Tako da, glejte, smo si pa ljudje različni, a ne, tako da nekateri boste malo lažje prebavljali to surovo hrano, nekateri pa majhen težji. Jaz recimo, ko svetujem v moji ordinaciji surovo hrano, je to običajno v obliki sokov. Se pravi, da že s tem polžasto napravo vi že majčkeno stisnete ven, ker sok bo majčkeno lažje prebavljiv, kot če vi jeste, ker če pa jeste, seveda, lahko tudi jeste, ampak to pa pomeni spet, večina ljudi ugrizne, pogoltne. Ampak zakaj imamo mi usta? Ni samo, da ugriznemo. Prežvekujemo in večino zob je narejenih za prežvekovanje in mi bi mogli hrano že spremeniti v sok. Se pravi, če boste pa vi surovo hrano jedli, pa jo boste v ustih že spremenili v sok, potem pa lahko tudi, da ne delate, ne sočite. Tako kot obe ugotavljava, stres je tisti, ki skrči želodec. Okrog želodca je ogromen živcev, imenuje se solarni pleksus. In ko smo mi napeti, je to stisnjen in glejte, želodec ne bo delal. Zdaj pa razmislite, koliko ste vsakodnevno živčni. Jaz recimo, ko svetujem surovo hrano, jaz ljudem svetujem tudi takrat, ko jeste to surovo hrano, bodite čim bolj doma, počivajte, pijte ogromen tople vode, zato da pomagate telesu, da to prebavi. Večina ljudi pa danes, ne vem, popije tisti hladen sok, pa gre v službo. In se zahladite že v samem začetku. In potem se pojavljajo, to je tudi mogoče ena taka zanimiva tema, potem se pojavljajo težave z zanositvijo. Zato ogromno hladu vnašati noter, potem pa hoteti zanositi, zato ker za zanositev je potrebno narediti rodovitno toplo zemljo, zato da bo seme vzklilo. A ste že mogoče videli, da je seme vzklilo sredi zime? Ja, ne, samo če ga imate noter na toplem. Tako da, to je pa mogoče ena iztočnica za eno izmed prihodnjih tem. To je zelo aktualna tema. Ja, zelo aktualna tema in mogoče bova pa res kaj na to temo
začele tudi govoriti. Tako da spodaj napišite komentarje. Prejšnji teden sva 2 zelo zanimiva komentarja dobili, tako da sigurno bova vključili noter, se pravi, kakšne so primerne, pametne kombinacije hrane, kaj skupaj jesti, kaj ne jesti, kaj se energijsko tepe. Lejte, mi lahko pojemo karkoli, samo spet, naša telesa niso narejena za to, da bodo te kombinacije uspele predelati. In pa drugo vprašanje, koliko ima dejansko hrana energije in koliko dobimo energije od drugod. Odlično vprašanje in bova midve to sigurno vklopile v najine pogovore. To je zelo dobro vprašanje. Ja, tako da, Alja, če imaš še ti kaj na koncu za dodati. Jaz mislim, da sva glavnino tle predelala. Lejte, ljudje, ko vedno po pameti, dajmo pogledati naš razvoj, dajmo pogledati, kaj naše telo lahko prebavlja, dajmo pogledati, kako se počutimo, ko določeno vrsto hrane jemo, pa da ne bomo preanalizirali vseh stvari, zato ker življenje ne bi smelo biti tako zakomplicirano, kot si ga delamo. No, se vidiš, to zelo dobro iztočnico dala. Mene velikokrat vprašajo, ker velikokrat jim dam kuhano hrano, pa me pol vprašajo, pa imam tako rada solato, ali lahko solato jem. Sem rekla, okej, dajmo nek obdobje za to, da se telo regenerira, dajmo pač kuhano hrano. Potem pa pa rečem, vzem malo surove hrane, pa začuti, kako se počutiš. Če se ne počutiš v redu, to ni v redu. Po kosilu se ne sme iti spat, po zajtrku ne smeš biti utrujen, po večerji ne smeš biti uničen. Ne. Tako da spremljajte, tako kot si ti rekla. Ja. Spremljajte sebe. No, pa je spet nova tema, a ne? Ja, koliko, recimo, kako začutiti svoje telo. Kako začutiti, kaj se dogaja, ker največji problem ljudi danes je to, da večina ne čuti. In iti v to čutenje. Tako da, lepo se imejte, lep praznik in smo naslednji ponedeljek spet z vami. Čau, čau. Čau.